Živjo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Med božičnimi, novoletnimi prazniki se nas še toliko bolj kot sicer dotaknejo osebne zgodbe, ki govorijo o pogumu, upanju in veri. Ena takih zgodb je življenjska pot našega današnjega gosta podcasta, Dejana Kastelica, ki izhaja iz vasi Velike Češnice, danes pa skupaj z družino živi nedaleč stran v vasici Veliki Kav v občini Ivančna Gorica. Med svojo veliko preizkušnjo, ko je skoraj povsem izgubil vid, se je začel ukvarjati z unikatnim hobijem. Začel je kipariti z motorno žago. Dejan, hvala, da ste nas danes družino sprejeli na vašem domu. Hvala vam. Dejan, v zadnjih letih je v vaši vasici, po tvoji zaslugi in po zaslugi vaščanov in prijateljev, zaživela posebna tradicija postavljanja jaslic, ki so v bistvu na pol žive jaslice, ne? Ja, res je. Imamo jaslice v naravni velikosti, se razprostirajo na približno 6000 kvadratnih metrih. Vmes je vključenih 30 figur, ene se celo premikajo, pa to, tako da je kaj videti. No, o jaslicah bomo še v nadaljevanju govorili, ampak če se malo vrnemo v tvoje otroštvo, Dejan, omenil si, da si kot otrok pogosto pomagal babici na kmetiji. Imaš kakšen zanimiv spomin iz tistih dni? Kakšno kmetijo je imela babica? Ja, babica je imela manjšo kmetijo, 2 kravi, enega pujsa pa ostale manjše živali, se pravi kokoši pa zajce. Ja, spomin je bil, en je precej tak, ko sem iz šole prišel, pa da je bila na njivi, sva šla, sem šel do nje, pa sva se zmeraj pogovarjala o kolerabi, pesi, jaz sem bil takrat 7-8 let star, pa nikoli nisem ločil glih te 2 stvari, ne. Tako da pol mi je ona zmeraj to razložila, pa sem pol v parih letih to dojel. In pol smo se tudi zmeraj spomnili pri kakšnem druženju družinskem tega spomina, tako da smo se kar nasmejali. Se pravi, pri tem druženju repo potem jeste, ali kaj imate na mizi? Ne, takrat je kaj bolj konkretnega. Katero srednjo šolo si potem obiskoval? Srednjo šolo sem obiskal elektro, za elektrotehnika, sicer v Portorožu, ampak pol sem pa že po parih letih nazaj prišel. Se pravi, namesto pa, da bi takrat šel študirat, ti je življenje nekaj drugega prineslo, eno veliko preizkušnjo, hudo bolezen, zaradi katere si skoraj izgubil vid. Lahko na kratko poveš to tvojo zgodbo, kako se spominjaš teh let, ki si preživel v bolnišnici? Ja, takoj po maturi sem opazil, da na levo oko slabše vidim. Sem pač mislil, grem do okulista, mi bojo dali očala in je to, ne. Pol sem prišel do okulista, mi je rekel, da imam otečen očesni živec, dioptrije pa nimam, ne. In so glede na ta diagnozo so pač dali solumedrol pač za notranje otekline in potem se je pol samo slabšalo. Tako da sem v parih tednih prišel na 2% vida. Tako na hitro. Ja. Pol so se pa pač razne raziskave, zdravljenje, vse živo se je malo probavali, ampak preiskave so bile vse negativne, ni bilo nič kaj posebnega videti. Otečen živec je pa še bil. Tam do leta 2012, se pravi 2009 se je to začelo, 2012 se je pa nekako začelo izboljševati na ene 10%, kar je bilo to zame že kar ogromno. Kako pa izgleda, ko vidiš samo 2%? Ja, 2% je tako, ko za mizo sediš, kozarec ga ne ločeš, kar je na mizi ne ločeš. Je kar tako, no, dostikrat je na kakšnem rojstnem dnevu si kaj prevrnil. Tak neroden položaj, ne. Tako da pol, ko imaš dobre prijatelje, pa to pol ti malo pomagajo v tej smeri. Smo se kar našli.
Si tle črpal svojo energijo pri prijateljih, Ja. da si ustrajal nekako. Takrat se pokažejo prijatelji. Kateri so ta pravi, Ja, ostanejo ja. poleg. Tako. No, potem si rekel, vrnil na Dolenjsko, se je pa vid 2012, ne, začel izboljševati. Kaj misliš, da se je zgodilo, da se je obrnilo tvoje zdravstveno stanje na boljše? Ja, zdaj je tako, ne. Prej sem bil dosti po bolnicah, pa to glih nekega pozitivnega razmišljanja nisem imel, ne. Jaz sem bil pa od nekdaj pač Dolenjec in pač za svojo vas, in ko sem se vrnil, je morda že ta optimizem pa to Domači kraj, tista kaj, domača varnost kaj človeka. doprineslo k temu, ne. Zdaj je tako, opiral sem se z vsemi stvarmi, recimo vse živo si probal, pač zdravniki so vse probali, probali smo pa ta olja, pa ona, pač kar je bilo. Obrnil sem se pa tudi malo bolj na cerkev pa to in pol še tam svojo srečo probal, malo bolj konkretno. Si pa v tistem obdobju se tudi vpisal v medobčinsko društvo slepih in slabovidnih v Koper, ne, ko si bil še Ja, v še prej bolnišnici, dol, ja. tako, ja. Kaj ste skupaj počeli, kako je to izgledalo vaše druženje? Ja, zdaj takrat med tistim obdobjem je bilo kar zanimivo. Jaz sem že prej pred izgubo vida sem pač tekmoval v gorskem kolesarstvu. S tem sem pač mogel takrat zaključiti, ker ni šlo več, ne, z 2%. Pol sem se pa, tam sem spoznal razne športe, zanimal me je tek pa ta showdown, namizni tenis za slepe. Kar mi je pa takrat zelo všeč ratalo. In pol kar najdeš neko voljo pa optimizem za naprej. Verjetno, ko si mogel, mislim, primoran bil, da ne boš več kolesaril, si iskal neki šport, neki nadomestek, pa ti je to nekako dalo teho. Ja, pač ta izbirni krog se ti malo zoža, ampak se najde Kako nekaj. pa izgleda tenis za slepe? Ja, to je tako, miza je, ne vem, približno 3x1,5 metra, pa ima stranice, vogale ima zaobljene. Tako kot pa recimo v zračnem hokeju, ke je v teh lunaparkih pa to. Samo da so pač ta žogica je zveneča, se pravi, not so neke Aha, da kugeljce. se sliši, Ti kje imaš je. prav posebna očala še čez, če bi slučajno karkoli svetlobe videl, da si pač s temi očali zapreš. Pol je pa en tak podolgovat lopar, pa rokavica imaš precej oblazinjena in si pač ti s tem loparjem pred golom in samo poslušaš to žogo, ne. Isto serviraš, se menjava na nize No, in se pač daje te gole in se tako šteje. in se v bistvu ne naslanjaš na vid, ampak Ne, na nič, čisto samo na zvok, tako da to lahko tudi normalno videči proba in je kar zanimivo, ke se sploh iz začetka ne znajde, ke sploh ne zna toliko ušesa uporabljati, mislim, Ja, sluh uporabljati. tako niso druga čutila toliko razvita, ne. Ja, tako je. Tako da verjetno ste potem vi to veliko boljši bili, kakor bi bili Ja, tisti, mislim, ke vidijo. saj je tako, ne, ko pravijo, da dobro slišiš. Ne slišiš dobro, ampak uporabljati začneš bolj sluh. Ti, če vidiš, ne rabiš vedeti, Ne rabiš to ne vem, poslušati, ne. ja, ne rabiš toliko poslušati, ke recimo, ne vem, kakšno čebelo, oso, to pač ti moraš prej zaslišati, ke pa videti, ne, ke video ne boš. Pa se ti je v bistvu en tak nov svet odprl. Ja, in tega čisto zvoka. drugače, mislim, čisto drugam se osredotočiš, ne pač na oči, ampak na sluh večinoma, ne. Ke pravijo nekako šesti čut, ampak ne, je nekako, bi rekel, posluh, ampak ga toliko bolj uporabljaš. Kaj pa zdaj, ke malo bolje vidiš, še vedno tudi poslušaš bolj?
Ja, Maja, prav, Ja, da slišim. Maja malo zraven prej. fulkima. Jaz ne slišim, on sliši vse. Aha, ostane to po mojem, ki se malo Ja, razvije. ne? mislim, mogoče, ker še vse ni, bi rekel, 100%, ne, da imam, bi rekel, 80 pa 60% ostanka vida, tako da to je luksus, kar je bilo prej, ampak je še kakšna taka stvar, ki jo raj prej slišim, no, Ke vidim. Te še vedno kje ovira, pri kateri stvari? Ja, mislim, recimo tole, ko imamo hitrostno kiparjenje z motorno žago, ki pač traja 60 minut in kakor naredimo. Zdaj, če je nek sonce, pa pol, ko res hitiš v teh vročih dnevih, tudi precej zašvicaš, pa se ti tisti švic vozi po očalih, pa žaganje gor leti. Tam sem recimo malo bolj me zelo moti, bi se dal, ne. Tako da vmes si raj vzamem tistih par sekund, si obrišem očala, pa grem naprej, ker Te nervira. škoda, da se nekaj matram, ker bom pol kakšna stvar videl, ko se ustavimo, ker sploh nisem vedel, da je tako To odžagano. mene moti zdajle po cesti, kaj je zima, kaj je vse bilo Ja, v šajbi. Jaz nič ne vidim, se- jaz moram to skozi brisati, tiste tekočine Isto je. porabim ogromno. Moteče je, ne? Ja, je kar. Povedal si, ne, da v tem procesu zdravljenja oziroma iskanja, da bi se stanje izboljšalo, ne, si uporabil različne metode in zdravila in tako naprej, si se pa obrnil tudi na molitev, ne, ti je tudi vera veliko pomagala. Kako si v tem našel uteho? Lahko kaj o tem Mislim, mi poveš? smo itak v tej smeri vzgojeni. Nekako imaš nekje nekaj, na kar se lahko upreš, zaneseš. Zdaj, bolj se lahko na to zanešeš, bolj veruješ v nekaj boljše zate. Prej tako se da- zgodi, ne? Ja, mislim, tako bolj lahko optimistično razmišljaš. No. Tako da nič slabega ni v tem. No. Samo pozitivno je lahko bilo. Ne. In si v zahvalo, ne, tudi izdelal cerkvico in kip Svete Lucije, ne? Ja, za v Cerkvico smo razmišljali, katerega svetnika, ne, ker pač mora biti. Ne. In smo rekli, da bomo kar Lucijo dali, ker je pač zavetnica oči. Ne. Če ti je že ta pomagala, ne? Tako. Tako. In kot je že omenila Mateja, ne, v tem obdobju pa si odkril tudi novo strast, oziroma v tem obdobju, ko si bil v tej preizkušnji z vidom, kiparjenje z motorno žago. Kako se je pa pravzaprav začelo vse skupaj? Ne? Morda se sliši malo nenavadno, ne? Slabo si videl in potem si se Ja. lotil nekega takega nevarnega športa, v narekovaju, da si začel kipariti z motorno žago. Ja, za slepega je kar dosti stvari nevarnih. Tako da, jaz sem pa zmeraj pač te izzive rad sprejemal. Tudi recimo ta gorsko kolesarstvo, downhill, ki sem vozil, sem pol tudi, ko sem 10% videl, sem pač nazaj kupil kolo in se vozil po Kranjski gori, po bike parkih. Ne. Sicer je bilo še malo bolj adrenalinsko, ko si priletel na kakšen kamen, korenino, ki pač je nisi sploh videl. Ne. Ampak ja, to sem zmeraj oboževal. Takrat pa, ker recimo sem jaz imel te probleme je bilo službe, se ni dublo, pol sem pa take različne stvari iskal in mi je glih, se pravi, pri našem predsedniku Vladu Cenclu sem videl par slik, pa sem rekel, bom pa še jaz probal kipariti z motorko. Takrat sem jaz 10% videl, pa sem se lotil ene gobice. Sicer je bila precej kvadratna, ta prva, ampak vsakič, ko sem recimo odrezal, pa to sem malo pretipal, če je to tu, ne. Pol je pa kar ratalo, zdaj smo pa malo dlje Zdaj kot pa gobica. pravi mojster, ne? No ja, še manjka, ne. Ja, še samo- manj, vedno je prostor za izboljšave. Ja, to pa je. Ampak Dejan, si kdaj razmišljal, ne, v času te preizkušnje, kaj, če se ti vid ne povrne? Ali pa si se kdaj spraševal, zakaj glih mene doletela ta zadeva? Ne, kar nisem nikoli pomislil. Jaz sem pač kar, saj bo boljše. Saj to je pač nekaj, živce je odtekel, kakor je odtekel, bo tudi odtekel. To je to, ne vem. Sploh se nisem obremenil, morda bi se zdajle bolj, ker takrat je bilo pa, 20 let sem bil star. Saj je bilo smotan, ne, ampak
sem se kar sprijaznil. Ali sem se pa tukaj s tem športom zamotil, da sploh nisem neki imel problemov s tem. Preprosto si zaupal, a ne? Ja, Če danes gledaš nazaj, ko praviš, ne, sem bil star 20 let, pa sem se zamotil z drugimi stvarmi. Če tako rečeva, kaj pa je bolezen ti dala v tem smislu? Česa te je naučila? ja, to je bila ena ogromna izkušnja. Kot 20-letnik itak vse drugo vidiš, en kup materialnih stvari, en kup vse drugo, sem svojega zdravja. Ne. Tako da jaz sem že prej, recimo, ker sem pač z gorskim kolesarstvom se ukvarjal, malo gledal na prehrano, malo na ono, ne, da bi kao še nekaj izboljšal. Pač bolj v tej smeri sem bil, ok, pa še tu me doletel, si pa še malo bolj gledal na, ne vem, zdravje na splošno, ker če imaš tu, boš srečen, ali jo boš pa naredil, si srečen, ne. Če pa nimaš zdravja, pa ne vem, nekih čudežev ne boš delal, ne, s tem. Lahko delaš, lahko zaslužiš, lahko vse, ne. In je pol denar, sreča, vse živo, samo če si zdrav. Tako. Ob zdravju pa so zagotovo posebna sreča tudi vajina otroka, sin in hči, Ja, Vid, to pa, Vid in definitivno. Lucija. Ne? Ti dve imeni nista naključni, morda tukaj še malo zdaj vključimo Majo. a ne. Maja, kako sta izbrala skupaj ti imeni? Ne? Sveto Lucijo smo že omenjali, ne? Ki je bila tudi ključna, pa še cerkvica, kapelica v jaslicah, ampak vendar, kako sta izbrala ti dve imeni? Ja, vid, ena prijateljica se mi je rodila, Maja, meseca maja, ne? Dala mi je vid. Jaz sem bila pa takrat glih noseča 2 meseca, pa je meni bil ta ime ful všeč. Pa mi je pa še en drug ime, pa sem rekla, da je en kajčo dati. Pa sem rekla vid, ne. Pomen vid, ker se je Dejanu pač povrnil vid, pa od Dejana dedek je bil vid, pa moj pradedek je bil vid. In jim je tako pač so lepo 100% baz za vida, ne. Tako da neka istočnica imamo. Ja. Absolutno. Ja. Simbolika. Ja. Ja. Lucija pa že itak zavetnica vida. Ja, a ne? pa so pa za Lucijo, kako čeva dati, pa so pa rekla, Lucija, to je zavetnica svetega vida, pa je pač vse povezan med sabo in sin in medva. Tako da, Ni bilo velike dileme, ne? Ne, Ko ste ne, enkrat ne, našla. Ful sta bila Niso se hiter, bolj spregovarjala. Lepo. Morda težje bi bilo za ta tretjega zbrati. Da bi bilo še bolj povezan. No, morda takrat vprašamo Mateja, ne? Če se zgodi. a ne? Zdaj razmišljam, kaj bi lahko bilo, ampak ne. Marija, Bom prepustila. Že sprašvala sem po telefonskem pogovoru, kako ste se spoznala, pa ni znala prav veliko povedati, pa bo Maja rajši tebe vprašala. Kako ste se spoznala? ja, po naključju. Moji najboljši prijateljci, mislim, jaz sem bila pa najboljši prijateljci. En je bil pa svojemu bratrancu in ona dva sta soseda. In jim je s prijateljco sva šla na sprehod, on je bil pa pri bratrancu, ne. In sva je klicala, ne prideva. Mi smo prideva, sva šla na sprehod en krog in oni so še kar čakali. No, in pa sem ga tam videla in to je bilo ljubezen na prvi pogled. Wow. Res. Tudi z druge strani je bila ljubezen. Ja. Je bila, Zdaj Maja ruka njega, no? ker dosti nisem razmišljal, ko sem jaz sred poletja vprašal, če jo kaj zjebe. Ja. Tako da, O, dobro. to je kar kimala, tako da sem rekel, tule je dober znak. Njej se ni zdelo neumno vprašanje. Ja. ne? Man je Ne, zdaj res. malo tak, ampak ja. Ko si misliš ljubezen na prvi pogled, to ne obstaja. Obstaja, ne. Tako je rad ali pol, ja. Pa znata nekako povedati, kaj je bilo tisto, kar vas je pritegnilo drug k drugemu. Joj, to je všečno. Aha, je zgodba. Den je žagal in je bil prav spomnici v beli majici. Kapca, V sranko pujs. umazan. Ampak jaz sem Moški. se zaljubila. Res tak deloven moški, ki ga iščeš, ne. Pač res, to je bila ljubezen na prvi pogled. In še zdaj ga rada vidim zunaj kapca, ves umazano žaga. Ja. Motorko. Ja. Noro. Kaj pa? Ja, kaj, jaz pa kaj. Lušna punca, to je to. Moški, ko moški, vidi, lušna punca se neko, dajmo probati, pa bomo pa videli. Tako da se je kar dobro izkazala. In sem še zdaj zadovoljen. Jaz tudi. Če kar v redu slišati, ja, naj tako ostane. Ja. Se ne smemo drugače reči. Zdaj to to. Ja. Maja, iz kje pa ti drugače izhajaš? Ste doma tudi imeli kakšno kmetijo? Si Ja, imela stik? izhajam iz Velikega Gabra.
Imeli smo kmetijo, krave, bike, kure. Pol po smrti očeta smo se preselili pa v Ivančno. To je bilo zame pa kar zelo težko obdobje, ne. Ker jaz sem ful uživala pač na kmetiji, pa tako ne. Ni mi bilo glih za mesto, ne. Si bila pa stara takrat? 7. Nisem bila še Ja. mlada. Tleje pa niste potem imeli kmetije? Ne, pač to smo doma živeli, bile še od mami, od očeta mami, ne, tašča od mami. Pa se nekako niso glih najbolj zastopile. Pa To pa so je pa tako. kar preizkušnje za družino, Ja. kako to shendlati naprej. Je težko pa z taščo. Pa si pogrešala malo živali. Res moj življenjski cilj je bil imeti fanta na kmetijo. Res, hecno, ne, ampak ja, na današnjih časih. Ni jih No, več zdaj- veliko. Ne, redko Ni smo. dobila nekega s kmetijo, ima nek mini ranč, ne? Ampak, Ma, okej. Ni velika kmetija, je pa, Je pa kmetija. je pa kmetija, pa nenavadne živali. Ja. Da si lahko malo Delajo dosti, duška da. daš. A je dela pa tako ne zmanjka, Ja. to je pa Tudi res. če je majhno. No, pa ko smo že lih pri živalih, tele živali vaše so tudi v vaših jaslicah. Od kje dajem si nekako, kdo bo to ljubezen do ustvarjanja in prenesel v izdelovanje jaslic? Si imel jaslice že, ko si bil otrok, ko si bil mlajši? Ja, jaz sem že prej rad jaslice postavljal, prej smo jih že itak z družino, ko sem pa malo odrastel, ko sem lahko že kakšno žago pa kakšen kladu v roke prijel, sem pa še sam kaj tacga naredil, mastičke, hiške, po Makse je šlo, različne štore pa tak, in sem že tam nekako nadgrajeval te stvari in mi je bilo všeč ta nek, kaj se vem, modelarstvo, ne. S stricem so bila tudi precej povezana pa to, in stric mi je pol enkrat dal, sem rekel, nič bi jaz pa glih v obdobju, ko nisem videl dobro, mi je dal enega mini kozla. Takrat sem pač eno hiško naredil, ogradil in je tisti mini kozel se pasel tam, pol sem pa rekel, kaj če bi tulele vmes pa ena sveta družina bila, pa tam je bil še en ribnik, tako da sem še enega ribiča zraven postavil in tako se je nekako začel ta ideja, da so zdaj take jaslice, ke so, ne. Kako pa je bilo temu mini kozlu ime? A je imel kakšno ime? Ja, Filip je bil. Filip je bil. Ja. Evo ga je daje za tretjega otroka. To je moj nečak. Ja, ne še to. A pa ime ste mu dali vi ali že imel tako ime? Je že bil. Aha, Je Filip že je bil, prišel. ja. Okay. No, takrat jaz sem kar nekaj mislil, bi bil to ranč Filip pa to, ne. Ker je pač bila prva taka žival, ne. No, pol sem pa še ponija kupil, Jimmyja. No, po temu Jimmyju je pol pa, ki je pač malo bolj večji, malo bolj resna žival, čeprav je poni pa majhen. Je pol pa največja. tudi, Primerjavi s kozličkom je ranč že, ne? dobil ime po temu, ne. Ja, zdaj tako je, tisti prvi let, ko sem te jaslice postavil, smo povabili pač družino domače, na enega kuhančka, ne vem, je bil božični večer ali kaj, ali pa za božič. So prišli pogledat pa ful zanimivo, ful ono, tako res navdušeni. Pol pa itak cajt sem pa za drug let pa še malo več, malo razširil, še 2 figuri dodal, eno hiško, pa se je tu pa začelo. In zdaj smo nekako na 30 figurah. Hišk niti ne vem, koliko je, ampak ja, tako da je vsaka žival nekako pod streho. Tudi večinoma figur delamo, da bi bile kakor tukaj pod streho, da ne razpadajo tukaj, pa če je kakšen sneg pa dež, da ne bi kakšna elektrika precej hecala. Tako da ja. Katere živali pa vse so? Ja, zdaj imamo, se pravi, osla, kravo, kar je nujno za jaslicam, ne. Pa ponije, lame, emu, kamerunske ovce, vitoroge ovce, mini koze, različne kure, zajci, pač vse živo. Vse v malem. Ja. Si pa te jaslice začel že v bistvu leta 2013, ne? Se pravi, imaš že kar... Ja, 2013 se je Tako, že kar nekako 12 prva leto. tista začela. Ja, zdaj 2-krat niso bile vmes med korono, ne.
Drugače pa ja, je od 2013. Se pravi, bodo zdaj 13. Kakšne so pa vse te figure, ki so vmes še, si rekel, da jih je okoli 30, Ja, kaj prikazujejo? ja, zdaj te figure smo delali bolj po tej ideji, kar sem jaz od starega kmečkega orodja dobil, oziroma kar je kdo stran vrgel ali karkoli, že kar mene pokličejo pa rečejo, da tole imam, če rabiš. In pol smo bolj ideje pobirali za stara kmečka opravila, iz tega, katero orodje smo dobili. Zdaj, kakšno stvar tudi kupimo, ki je precej taka težko, da se dobi pa kaj ne. Ampak ja, glavna, bi rekel, ta ideja je tudi, da otrokom poleg jaslic predstavimo še, kako se je včasih delalo, ne. Kar pa sem jaz precej zelen v temu, imam pol še strico, da mi to malo pove pa razloži, kako se kaj dela, da sploh vemo sestaviti to v tej meri, da je ta pravi prikaz kmečki, kakor toliko, ne. Se pravi, ne vem, videla sem, da tam eden žaga, pa eden skladba udarja, kaj še je? Ja, vse je, ne, zdaj kot mizarstvo, da je nobla, pa en neki žaga, pol se pravi, bolj taka gozdarska dela, sekanje drv, žaganje z amerikanka, pol je tam tudi ledena trgatev, statve pa kolovrat, sirarna, se pravi izdelava masla pa kuhanje za sir pa to lončarstvo. En kup takih stvari, spravilo, sena, klepanje kose, pač ne zmanjka teh stvari in še obstajajo, tako da vsak let nekaj novega dodamo na ta način. Se pravi, če ni pravih teh fizičnih opravil na kmetiji, jih pa prikazujejo vaše figure, a ne? Ja, tako je, kar je tega starega Kako si lepo dela. zapakiral. To je res. Daj, iz katerega lesa pa vse ustvarjate figure, ne? Bomo potem povedali še, da nisi samo sam, ne? Ampak Jaslice. jaslice, ja. Ja, zdaj tako ogrodje je nekako bolj z odpadnega lesa, ker kar teh remeljčkov, dilc nam ostane, pol ponucamo za ta konstrukcija. Pač kjer se premika, je treba dati na pante pa na to, ne. Tako da neko osnovo dobimo iz tega, pol pa Maja naredi kar, bi rekel, iz pene obloži, da to rame pa roke nekako v ta pravo obliko dobijo. Glave so iz stiroporja, tudi Maja pol pobarva, nalima ta prave lase gor pa usta, oči tudi zrihta, ne. Roke imamo sicer pa 3D printane, ker to je pač ena taka stvar, ke stiroporja se ne dobi glih, pa bolj odporne so. Zdaj si omenjal, ne, kar nekajkrat Majo, se mi zdi prav, da jo zdaj v tej točki spet vključimo noter. Ja, je kar dosti zraven. Je kar dosti, ne. Maja, daj malo opiši, ne, potem, ko je nekako figura, ima najbrž neko obliko, že potem pa ti nastopiš, ne. Ja. Ženske so finese, a ne. Ja, tako je. Ja, pol v glavnem, ko dejan iz lesa naredi, jaz iz peno naredim obline, se pravi ramena, komolce, pač po potrebi, ne, malo trebuh, pri ženskah pač oprsje, noge, boke, pač da izgleda ženstveno, ne, pri moških pač druge stvari. Pa oblečemo v stara oblačila, ki nam jih kar pridno nosijo, čevlje. Problem so edino lasje, ker treba kupiti lasulje za ženske, ne. Pri fantih od frizerke dobimo, nalimamo. Ja, so pravi lasje gor, ja. Ja, težko je dobiti take, bi rekel, Da so tiste nebarvani, sive, ne. ja, ne, ampak tako, glih prav mora biti dolg, da ga sploh lahko limaš, tiste kratke moške že ne moreš, ne. Kar je ženskih, je dosti vse barvano, tako da večinoma kakšne take lasulje bolj naturne damo, ampak je kar težko dobiti, ke je vse bolj pisan po navadi, ne, in ne moreš glih v jaslice od nekega klovna lasulja dati, ne. Koliko časa vama pa recimo vzame, če gledamo od prvega, ne, ko ti narediš prvi res žago, pa potem oblikuješ in potem Maja, ko ti vse skupaj narediš figuro do konca, kaj bi rekla takole v povprečju?
Koliko časa vam vzame? Ja, zdaj tako iz začetka, ko smo bili tu bolj počasni, pa ko si res meril, gledal tekom ovce pa proporce, je tu kar trajalo, ne vem, morda tudi en teden. Zdaj je tako, zdaj narediš iz grobega figura, jaz naredim tako, če sva dva v ene 2 urah, pol pa, da je pa z mehanizmom, se pa tudi kar zamudiš, motorček zrihtati, ta prav kos železa pa palčke, da se bo tu premikal na pante dati. Kaj pa vem, sploh ne bi znal povedati, koliko je to dela, ker ga je kar Ker ga je ogromno. ogromno, ne. Pol pride Maja na vrsto, tu se zrihta, obleče, pol moraš roke tako narediti, da bo lahko srajco gor dobila, ne. On ti ne bo Seveda. komolce vrtil, pa tu je treba malo gledati na ta način, ne. Tako da je kar taka stvar, no, delikatna. Te mora res veseliti, drugače se tega ne bi lotila, je tako? Ja, Ja. Zdaj, ustanovili ste pred 3 leti tudi društvo, in sicer turistično društvo Ranč Jimmy. tako. In ne, v to postavitev in izdelavo nista vključena samo vidva, ne, ampak imata še nekaj pomočnikov tule v vasi. Ja, zdaj nas je kar ne par aktivnih članov, res aktivnih. Se pravi, Anže Kovač, Lojze Kastelic, Matic Kovač, Simon Duša, Maja, jaz, Dragan je Dragan, Dragan ja, je ja. letos tudi zelo Pol priden. Maja je Ogromno, bilo. mislim, Ja. tako Kaj še na šali? zmeraj, ja, si zato ne. Pol imamo pa še, bi rekel, za tistih 14 dni, ki je pa prireditev, so pa še točajke za kuhan vin, redarji. Je kar, no, tako da pol v septembru, v jesen ponavadi nek piknik naredimo za vse te parcelaše, ker parcele niso naše. Je en kup sosedov tudi vključenih v to, da sploh, bi rekel, imamo možnost to narediti, ne. Tako da tule tako ne, sam nisi nič pri taki stvari, ker je res že kar velik projekt, ne. Ja, morda smo premalo izpostavili že na začetku, ne, da v bistvu si te jaslice pri vas mogoče ogledati, in sicer vsako leto, ne, v tem božično-novoletnem času. Letos so na ogled postavljene že od 20. decembra, ne, in Tako potem je. vse do... Se pravi, bi rekel, zadnji vikend pred Svetim Trijem kraljem, tako da letos bo do 4. januarja, ne. Od 20. do 4. pa tako je, od 5. pa do 9. zvečer, ne. Ker pač lučke pa to pride do izraza najbolj v večernih urah. Otroci lahko tudi ponije jahajo, tako da midva te kroge delava s ponijem. Rekord imava 15 kilometrov en večer. Ampak jaz sem tamle do ceste pa nazaj 70 metrov za otroka, ne. Tako da Ti pol veliko otrok. jih je kar nekaj, ja. Ja, ne gre, Ponavadi tudi je dobra kar- matematika. Ja, kar je teh, bi rekel, takih sobote, nedelje, da niso delovni dnevi, se pravi Prazniki. Božič, 26. pol, Štefano. To je noro, to bi rekel, midva od 5 do 8 kar konstantno s kobilico hodiva, ko otroci jahajo, ne. Je kar skozi konstantno ene 10 otrok v koloni. Medva z Matejo ne bi prišla na vrsto, se mi zdi, ne. Ne. Bo kakšen drug konj, pa tudi kakšen drug dan, da bi sploh prišla na vrsto. Matej. Tako je. Da se ne bi kaj morda mislila, ne, da bi prišla. Bova se samo slikala z osličkom, Marko. Prav. Imam še eno vprašanje, Mateja, če mi dovoliš, za Majo. Kako pa se Vid pa Lucija, ne, vključujeta? Zdaj sta že toliko velika, da že spremljata vse, ne, to dogajanje, vidita, ne, da ljudje prihajajo. Kako se tudi v ta čas, preden se skupaj zaživi, ne, kako se ona dva vključujeta v to? Zelo rada pomagata. Res, Lucija je sploh nora na lučke. Vid, to bi vse fantim pomagal. In Šravfu, Ja. tolku, žagal, vse bi delal, ne. Res, nasledniki so obetavni. Bravo. Ja, upam, da bo čim prej. Da bo še čez 10 let ne tako zagnana. Malo nam energije zmanjkuje, ker tule res Zelo naporno. tam od oktobra naprej smo kar vpeti, ampak tu nisva dva, tu nas je 4, 5, 6 Konstantno konstantno naraven. skozi, ne. Takole po službi, vikende in je kar. Zdaj, bi rekel, zadnje 2, 3 tedne pred dogodkom je res kar malo
mučno krvavo, ampak ko pa pride nek odziv ljudi, pa je nekako tisto, kar malo odleže. Ne. Je vse poplačano, ne? To Ja, res zadovoljstvo. tisti trud, smo se trudili s tem razlogom, tako da res ni problema. Ne. Koliko pa si vesel, ne, da te Maja v tem podpira, ne? Ker če ne Ja. bi bila če ne bi take srčne izbranke imel ob sebi, Me bi bilo gleda, težje. me gleda prav tako, da moram prav odgovarjati. Ne, Je ne. škoda, ker nimamo kamere zdaj. Ne? Ne, zdaj tako. Če pri taki stvari nimaš podpore, je škoda nekaj riniti naprej. Res, iz leta v let je boljš podpora. Tako da tudi otroci so tukaj večji, da reže kakšna stvar prinese, odnese, ko so take malenkosti, ki je en kup dela. Res, mislim, brez podpore nimaš kaj. Se ne da. Prijejo take besede, Maja. Ja, zdaj res pa v zadnje 14 dni, vsak dan, res, ga moram pohvaliti, vsak dan mi napiše, koliko je vesel, da ga podpiram, koliko me ima rad, res. Se vidi, da mu dejansko nekaj pomeni. Pa na primer, sam skuhaš, pa kakšno stvar jim prineseš za pit, pa kaj tazga narediš, ker imaš le časa, ne. Zdajle še 2 otroka pol, ne. Maja gre ponovadi tudi žval odprav, zmeri zdajle, Ja, ne. vsak In je tako, ne. Tudi te pred zamudi Pa 20 pol ure tam, minut, pa pol pol ure, ure ne. tam in je konec dneva In tako. če tu se šteješ čez teden, je spet enih ur, ki bi lahko Se dela na 2-3 terasi figure pa, naredil, ne. ja. Ja. Je tako, no, se pravim, ko je pač res obisk dober, ti res nekako odleže tisto zadovoljstvo, ne. Ko so ljudje zadovoljni in je res nekaj pomeni to. Lepo je, da drug drugega znate pohvaliti. Ja, Tako. ja. Poslušalci, kar nekako vzemite si to k srcu. Nič ne škodi, če enkrat več rečeš hvala, ko enkrat premalo. Ja. Dobro, Mateja. Ja? Mhm. Hvala, Sta se kaj Marko. naučila? Ne, včasih so stvari tako jasne, pač odnos, ampak besede pa vse naredijo nekaj več. Tako da, se res vidi, da se razumete in da vas v bistvu te jaslice kot družina in kot vaju zelo poveže. Ja, ker je dosti takih trenutkov, ko bi človek zavrl, ne, ampak kar nekako speljemo, kar nekako stisnemo, pa je res. Ja, če te nekdo podpira, so pa Ja, je tisti res. najtežji trenutki lažje obvladljivi. No? Ja, zdaj, če bi mu nekaj tako podporo, da ti skozi nekaj nagaja kdorkoli, ne, pol to ni nobene volje za naprej. Ne. Ja, Ne razume, Ja. podpirajo, je veliko težje. Ne. Ok, se pravi, prej si omenil pač to kiparjenje z motorno žago, pa bi se mogoče tega še malo dotaknila. Se pravi, navdušil si se v tem obdobju, ko si malo slabše videl, ampak si potem to obdržal. Kaj ti to delo pomeni? To kiparjenje, to ustvarjanje. Ja, zdaj tako po službi imam, rekel, tudi to nekako kot dopolnilno dejavnost, ne. Tako da so še ta naročila, da si malo zapolnimo. Kje si pa Tistih idejo, 5 minut. kdo bo sploh za to kiparjenje? Jaz to sploh ne bi pomislila. Odkje ta ideja? Se pravim, takrat, ko sem po teh družabnih omrežjih, sem Facebooku. od Vladeta Cencla, našega zdajšnjega predsednika, tudi ustanovitelja društva kiparjev z motorno žago, sem pač videl slike in sem rekel, bom pa še tu probal, ne. Sicer, ko sem delal v elektrošolo, je bilo tako, šel sem na elektro zaradi strica, ker je pač takrat stric študiral, ne. Potegnil me je pa pol v les, ne, čist neki mem, ne. Ampak pri Jaseljcah pa to dvoje se združi. Pride skupaj, ne? Ja, sicer tudi stric Simon veliko pomaga, glih kar je elektrike pa tega, ne. Ker pač sam pri taki stvari itak dosti ne moreš, ne. Ja. Hodiš še vedno po tekmovanjih? Ja, imamo vsak let, ponavadi je prvi vikend v juniju, je državno prvenstvo na Gradišču na Šentvidem. Pa par takih tekmovanj, recimo Ljubno ob Savinji ima flosarski bal, ki imajo te flosarji.
imamo tekmovanje na urni, pa Logarska dolina ima. Letos smo bili tudi, je bil prvi festival v Kočevju. Tako da se kar dogaja tudi čez let. Pa različne predstavitve, se pravi, gremo za en dan na katerokoli pač. Ne vem, tudi na veselicah smo bili, pa smo tisti dan žagali, pol so pa ta izdelek dali na žrebanje, pač na srečelov pa tako, ne. Tako da je bilo kar, recimo, konjske veselice, pa kaj takega, ne. Tu pol kar, če neko konjsko glavo narediš v tistem dnevu, je pol kar taka stvar mamljiva, ne. Tako da tega imamo kar nekaj Kaj pa v še letu. delate na kakšne oblike po tekmovanjih? Pa tako? Ja, zdaj za tekmovanja, ki je 1 uro cajta, si izbereš kakšen manjši motiv, drugače je pa vse živo, pač kar so naročila, nekaj za sprut, kar ni, da bi neko zalogo delal. Ptički. Ja, je bil neko obdobje medvedov, ne vem, koliko jih je bilo, 10 ali 15 v eno let. Res sem jih sit. Tako. Se pravi, naročila za Ker- medvede ne Takoj- sprejemaš več. takoj- Ne, drugače tisti problem, ne. Samo tako, ne vem, mrzdo me vpraša, si že delal to? Ne, nisem in še rajš bom, ne. Ker raj grem ena čist novo stvar delati, bolj s tistim užitkom enega medveda, ki misliš, da znaš, ne, in boš čist drugače rezal in pol ne sezide. hitro kaj zafrkne, recimo, saj se pol ustaviš, Pa pa ima si tam misliš, 3 zdaj, noge. ne, to. Mislim, se eno pol lahko odrezam. Ja, tako je, mislim, bolj mi je izziv, da je čist nekaj novega, Da je vedno nekaj drugega, svežega. ja. In skoraj, če gledam, še boljš narediš, ker se res posvetiš tisti Bolj stvari. se potrudiš v prvo. Ja, če je nekaj tazga, štancanga, ne vem, ni mi. Kater je pa najnovejši projekt, katero stvar zdaj le mogoče ustvarjaš ali pa jo imaš v mislih? Aha, Maja se smeje, nekaj je. Ja, nekaj jih je. zdajle delam, ja, kar nekaj jih je, ja. Zdajle delam za na gor turistično vas Pristavo, ki ima tudi poročne poroke pa obrede pa to. Delam še, za gor sem delal ta glavni vhod, pa neke golobčke za tam eno električno omarico zaprt, pa take stvari, pač nekih detajlov, da se par stvari skrije. Enega gozdarja tudi delam, ki bo drevu ob njemu rastel, da bo pač na tem drevesu neka lega od enega odstrešja gor, ne. Pač take, to mi je recimo bolj zanimivo, ke je nek, bi rekel, tak projekt, ki ti je kot izziv, da že tako je problem z debelino hloda, pol si pa še malo zakompliciraš, ke hočeš iti čisto do roba, da bo tu čim več izkoriščen hlod, ne. Ker glih tako bo najboljši spal, ne. Če bo res, ne vem, medved primer dam, če bo stal ko en vojak, bo čudno izgledalo, ne. Se pravi, mora tu stati kot, ja, in posledično rabiš zadosti debel hlod in vse, boljše, da manjšega narediš, pa da je pač, da ni ko ena šlinga. Zanimivo. Maja, kako pa ti to ustvarjenost njegovo gledaš, od tega je strah, oziroma prej si rekel, da ti je všeč on z motorko v roki, ne? Ja. Umazan. Tako da sem kar skozi umazan. Ne, jaz pa z njim pa za sekiro hodim, ne. Ja, ne. Ja, da noter narobe zastaviti. Recimo, en kup, pač en kup je teh ostankov, ne. In jaz že tako žagam, da je pač nekako 25 do 30 ostank, Maja pa res nenormalno rada seka te drva. Ja. Saj hvala Bogu smo tule v hoz doma, da to ne vidijo, ker kaj bi ali rekli, ne. Da ženska Ja, seka. mislim, ampak prav, da je ti tole pa otroke, ta cajt mi bom jaz to malo, najbrž mora malo nekam tam uč dati. Ja, ne. eni grejo v fitness, jaz imam pa doma ga, ne, Stoj. zastoj. Da vpraša, če se sproščaš Ja. skozi to. Ja, sekanje da je drva. prav, da ima 32 let star cepivec. Ja, jaz sem rekel, ja, 32 let star cepivc pa še ful dobro izgleda, ne. Tako se izdajo ženska leta, ne? Zelo diplomatsko. Ja. Lepško, da bi vprašala. Tako da ja, Maja je pri teh skulpturah, bi rekel, kar ostane, zrihta pa posprav,
Pa na koncu, ki je za požgati z brenarjem za te detajle, je kar dosta ona. Pa za barvati. Na olji tudi Tako da ona. medvedu sem res tudi jaz sita, ker jih je težko Ker je barvati, problem, vsaka ker ti noter. te dlake delaš, je precej teh zares in tu pobarvati je čist drugače nekaj gladkega barvati, ker res leti. Ne. Ja, medvedov imamo v Sloveniji preveč, tako da ja, Ja. se strinjam z Prav, vami. še tudi en lesen in še preveč. Ne? Ja. Maja, počasi se približujemo zaključku našega pogovora, pa bi rad še malo, da opišeš to vzdušje, ne? To božično novoletno. Kako v vaši družini praznujete ta božično novoletni čas? Ne? Zdaj smo ravno po božiču. Kakšne tradicije imate, kakšne posebne običaje? Zdaj, tako na božični večer smo doma, oziroma zunaj v jaseljcah. Za božično kosilo pa gremo k moji ali k Dejanovi mami na kosilo. Pa se družimo, pa spet v jaseljcah, lučke, čaj, kuhanček. Tako da ja, mi neko na družinski duh si v dopoldanskih dnevih vzamemo, ne, ko pač zvečer imamo od 5 naprej je te jaseljce, ne. Pa pol bi rekel v januarju se res malo drugače Malo sprostimo, kasneje. pa malo zamaknemo vse skupaj, ampak je pa večkrat, ko sem za božič. Imate pa en običaj, ne, na 26. na Štefanovo. Ja, Kam na greš Ja. vsak Na let? 26. Jaz greva, pa kar Dejan pa Vid. do zdaj sva hodila z Vidom, mogoče letos Lucija nas bo spustila, bo mogla mogoče ona iti, ona iz Kobilca. Greva pač blagosloviti našo slavno poniko Mojco. Tako da, Ja, vsi imajo tako ime. ja, ta Mojca, Filip Mojca, ne? Ja. Mojca je dobila ime, Jimmy. pa mislim, je imela že ime 2013, sem jo kupil. Pa je bila pri eni družini, ki sta bila Žrebček pa Kobilca in so dali otroci ime Mojca pa Kekec. In ta Kekec je pač je šel drugim, Mojca je šla pa k nam, se nikoli nič ne bo pa Mojca. In zdaj tu najraje kar razložim, odkje je ta Mojca, ker je bolj tak ime, ne, tako da je tu Mojca iz Kekca. Lepa zgodba. Ja. Lepo. A ni ona tudi spregledala, ali kako je že bilo? Mislim, Ja, da ja. v drugem, pri Pehti, ne, je bilo. Aha, V drugem kekcu je Ona Mojca. je tudi, ja. Ja, Mhm. ja. No, evo, še neka povezava. vse se da povezati. Ja. Seveda. Glede na to, da imate res velike jaslice zunaj, postavite jaslice tudi v hiši? So miniaturne, vid postavune. Lahko kažem. Evo, tam ne so, se pravi, na laser izrezane lesene jaslice. Tako da to ima pa vid čez. To pa je res To je res miniaturno. miniaturno, ja. Ne, predlagamo našim poslušalcem, da si preberejo tudi članek na spletni strani drozina.si, kjer bomo pokazali, kako velike so te jaslice. Ja, tako da imamo zelo velike, pa zelo majhne. Ali pa pri vas imate v bistvu XS, I, Pa pa XXL, S, pa potem XXL. M, pa XL do ne vem kje. Samo mestnih ni. Sem tele niso z motorko narejene, če Ne, ne, so ne, to je lesene. pa, to je pa, Ja, to je pa premajhno. tukaj bi pa kakšna druga motorka. Ne, mogla Drugače je kar zapeti. zanimivo. Ja. Enkrat se je en pohecel in rekel, da mi čebelo naredil naravni velikosti. Ne. Čebele naravne Ja, ja, velikosti. ja. Aha. Leseno. Ja, si to je bilo tako hecno, ampak tako tele jaselce, tukaj je majhno, da pač ja, od motorke ketno je malo pregrobo za take stvari. Bo Maja izsekala sekero. Ej, lahko pa bi rekel, da bi cel pan naredil, ne? Ja, Ja, in to je. pa ne, potem pride Pa je zraven leseno. čuvaj. Pa je pa že z motorke leti, ki žaga je leti. Tako da, To so tisto čebelice. Ja. Ja, nič, ker smo res na prehodu iz starega v novo leto, vedno si zaželimo veliko lepega. Kaj pa bi bila vajna skupna želja ali pa skupna želja vaše družine vsem našim poslušalkam in poslušalcem podcasta? ja, jaz glede na moje izkušnje, jih srečno ne zaželim, ampak da bo zdravo, če bo zdravo, bo vse drugo. Boš srečen, če boš zdrav, boš lahko delal, boš imel tudi denar, boš kaj kupil. Pač izhodišče je zdravje, predvsem zdravje. To je, mislim, da je glavna iz moje strani. Bo Maja kaj dodala. Tudi zdravje. A bo vam midva kaj dodala, Marko? Ja, mogoče dodava eno zahvalo, a ne, da spremljate naš podcast. Vmes sem tudi vesel in ponosen, ker je prišlo do menjave tudi v naši ekipi, a ne, da si prišla v našo sredino.
Tudi se moram zahvaliti našemu tonskemu in tehničnemu mojstru Sinišu, ki ga nikoli ne vidimo, ne, ampak vedno, Je vedno tukaj. pridno posluša in naredi tudi fotografije in poskrbi, da je tehnično vse brezhibno. Ne. Tako da z moje strani seveda zahvala najprej vsem sodelavcem, pa tudi vsem, ki ste in sodelujete v tem podkastu, in seveda vsem poslušalcem. Pa mislim, da se ne morem lepše navezati kot to, da tudi jaz zaželim vsem skupaj res, res obilo zdravja. No. Jaz bi morda res samo še to dodala, da sem izjemno hvaležna za naš projekt, da lahko zgodbe iz podeželja in iz kmetij ponesemo širše v svet. Tako da mi je super ta projekt delati in se ga veselim še naprej. Se pa vsekakor pridružujem, mislim, da je zdravje tista naša temeljna vrednota, vse ostalo si lahko potem sami nekako ustvarimo v življenju. Tako da najlepša hvala za te vajine želje, naše želje. Vaše družbe bomo veseli tudi v novem letu in ne, kot vedno rečemo, se veste, Mateja, se poslušamo. Kdaj? Kmalu. Kmalu. Tako da srečno, zadovoljno in zdravo v novo leto. Z vami sva bila Mateja. In Marko. Poslušali ste podcast Mladost na kmetiji.